Glede na to, da smo že v prejšnjih letih ob vsakem spominskem dnevu pripravili oziroma si ogledali oziroma predvajali film na določeno temo z tistega področja, kjer smo organizirali ta spominski dan, smo se letos odločili, glede na to, da to organiziramo na Ptuju, da bi nekoliko filmsko predstavili tudi to nekdanje koncentracijsko in kasneje delovno in kazensko taborišče, Strnišče pri Ptuju oziroma Kidričevo. Glede na to, da bomo film prikazali v okviru celotne pač te slovesnosti oziroma dogajanje, smo ga nekoliko skrajšali na pol ure, tako da bi recimo potem v naslednjih letih ali pa mesecih lahko iz tega naredili tudi daljši film, pa mogoče še kakšne dodatne pričevalce povabili. In sicer najprej se v filmu predstavi to koncentracijsko taborišče, in sicer ga predstavi gospod Rajko Topolovec, ki se z preučevanjem zgodovine tega taborišča ukvarja že več let, več desetletij, kajti on je leta 1957 prišel tja kot delavec v tovarni aluminija in so mu potem delavci in domačini pripovedovali razne zgodbe o tem in pač pričevanje, kako je bilo pred desetletji tam, ko je bilo tam še to taborišče. Potem se dogajanje preseli na dva pričevalca, to se pravi na gospoda Huberta Kasparja in gospod Terezijo Tomažič, ki sta bila kot otroka nekaj mesecev zaprta v tem taborišču, in sicer najprej v tem Strnišču, potem pa, ko so te otroke zaprtih iz tega taborišča zaradi obiska Mednarodne komisije Rdečega križa preselili na Ormoški grad in na druge lokacije sta bila potem transportirana oziroma nekaj mesecev sta preživela potem na tem tako imenovanem Ormoškem Petričku na Ormoškem gradu. Vmes pa smo posneli tudi, oziroma je podal pričevanje oziroma izkušnjo tudi Branko Šumenjak iz Ormoža. On je pa pred leti odkril zapise v mrliški knjigi, ki zgodovinsko neizpodbojno pričajo, da so tam otroci tudi umirali iz tega grada, oziroma ki so bili internirani v tem gradu, ker so jih potem pokopali, oziroma jih je župnik ormoški pokopal na delu tega ormoškega pokopališča. Tako da smo tam posneli dve lokaciji, najprej pred gradom, potem pa tudi na tem pokopališču, kjer so še do začetka 90-ih let bili grobovi teh otrok, in sicer iz te knjige, iz mrliške knjige, je gospod Šumenjak ugotovil, da je vpisanih 38 smrti otrok. Pri tem je pa treba omeniti to, da manjkajo pa zapisi iz začetka avgusta 1945, ko je umrlo največ otrok, ker so takrat, to se pravi v tem Strnišču so vladale zelo slabe prehrambene razmere in zaradi tega je bilo veliko otrok podhranjenih. Ko so jih pa pripeljali v Ormož na grad, so pa dobili lahko otroci za jesti toliko, kot so hoteli, in zaradi tega jih je veliko umrlo, ker so se jim pojavile pa zdravstvene težave z želodcem, ker so pač na prazen želodec pojedli toliko hrane, tako da jih je zelo veliko umrlo. O tem obstajajo tudi pričevanja, vendar v knjigi
to se pravi, mislim, da okoli 5. avgusta, potem do 12. avgusta 45 ni teh zabeležk. Šele potem, mislim, da od 12. avgusta naprej so začeli voditi to knjigo smrt, oziroma da so upisovali te umrle otroke. Kot zanimivost bi omenil še to, da sta se oba pričevalca, čeprav živita v bistvu 500 metrov razlike, oziroma sta po njuni hiši sta samo 500 metrov oddaljeni, sta se ravno zaradi snemanja filma prvič po, bi rekel, 66 letih spet srečala in si segla v roke. In to imamo tudi pač posneto na tem filmu. Sta pa izredno, bi rekel, čustveno in zelo, bi rekel, natančno podala spomine na to trpljenje, od tega, kako so jih prišli aretirati, oziroma njihove družine. Oba sta imela to skupno usodo, da so njuna očeta ubili že maja 1945, ali pa potem v začetku junija, se pravi, še preden so družine aretirali. Potem po nekaj tednih so pa prišli aretirati še mamo in pač otroke, oziroma njune brate in sestre, in so jih potem vse pripeljali v to taborišče. Ko smo jih vprašali, če so potem v naslednjih letih ali pa desetletjih, če sta zvedela, zakaj so jih preganjali, zakaj so jih zaprli, sta rekla, da tega še do danes ne vesta, nekako pa domnevata, da so jih zaradi tega, ker je bil eden od staršev nemške narodnosti in predvsem zaradi tega, ker so bili kar dosti gospodarsko uspešni. In seveda je oblast rabila en vzrok, da se je pač polastila njihovega premoženja, ker so imeli veliko gozdov, veliko pač gospodarsko poslopje in tako naprej, in je bil to potem domnevata eden od razlogov, da so jih pač zaprli, da so potem lahko izvedli zaplembo premoženja. Zdaj, gospa Terezija je imela to srečo, da se je tudi njena mama vrnila s taborišča, oziroma da so jih spustili skupaj z otroci domov. Dočim gospod Hubert Kaspar pa ni imel te sreče, tako da je takrat, ko so otroke spustili z taborišča, so njegovo mamo še zadržali v taborišču in jo potem čez nekaj mesecev ali tednov ustrelili, tako da je on takrat ostal tudi brez obeh staršev. To bi bilo nekako nakratko. Ja, samo še to. Posnel je ta film gospod Jože Jagrič iz studia FOS, tako da, se pravi, več se bo se pa potem v sredo lahko gledali, ko bo premiera na Ptuju.